Pred slabim mesecem dni sem predsednika vlade opozorila na vse bolj perečo problematiko revščine med starostniki in upokojenci v naši državi. Če je pokojnina leta 2000 znašala 68,1% neto plače, je leta 2007 znašala le še 61,3%. Z drugimi besedami, pokojnine realno gledano padajo in ukolikor ne bomo spremenili pokojninske zakonodaje, bodo pokojnine leta 2014 znašale le še 38% neto plače. Polovica upokojencev danes dobi pokojnine manj kot 500 evrov. Morda bo kdo rekel, tudi delavci dobijo zgolj minimalno plačo. Ampak to vprašanje terja razmislek v smeri, koliko bo potem šele znašala pokojnina teh delavcev, ki že danes živijo na pragu oziroma pod pragom revščine. Pokojnina je zaslužena pravica in bi kot taka morala zadoščati za dostojno življenje upokojencev. A ker temu ni tako in ker tudi varstveni dodatek, socialni korektiv danes ni več izjema, ampak postaja bolj pravilo in ker vladni ukrepi ne sledijo potrebam v družbi, ker se celo sprejemajo zakoni, ki slonijo na krčenju socialnih pravic, menim, da je po več kot 3 letih vladne ignorance skrajni čas, da pogledamo resnici v oči. Predsednik vlade je ponudil nenavadno vladno strategijo reševanja problema vse večje revščine med ljudmi, plačevanje položnic, a je istočasno s skrajnim cinizmom poskušal minimizirati problem revščine med upokojenci. Če sem bila sama prvotno zgrožena nad držo predsednika vlade, sem danes žalostna. Ob življenjskih zgodbah poštenih ljudi, takih, ki so vse življenje delali, gradili Slovenijo, zdravstvene domove, šole, bolnišnice s samoprispevkom, pa si danes svojo pokojnino ne morejo plačati zdravil v lekarni ali kupiti malo boljše štruce kruha. Pa to ni poceni demagogija, plod moje domišljije, to je realnost, ki smo ji priča ob vse bolj krutem podjarmljanju sociale kapitalskim interesom posameznikov. Kako si lahko razlagamo dejstvo, da vlada na račun letnega dodatka upokojencem celo privarčuje 6 milijonov evrov? Ali gre res verjeti vladi, da zelo resno rešuje problematiko upokojencev, ko istočasno Računsko sodišče opozarja, da socialno-varstveni programi ne pokrivajo potreb? Zakaj še danes nimajo vsi upravičenci varstvenega dodatka in zakaj je cenzus pri 403 evrih celo nižje od praga revščine v letu 2005? In zakaj danes tudi Zveza upokojencev, sindikati, varuhinja človekovih pravic in predsednik države opozarjajo na vse večji problem revščine med ljudmi? Ker gre za resno, perečo in množično kršitev človekovih pravic. Vlada, ki varčuje na račun sociale, pa je vnaprej izgubila bitko.